Skupaj lahko premagamo ta virus. Ostanimo previdni in spoštujmo pravila. Epidemiološka situacija je vse bolj zaskrbljujoča. Z velikimi koraki se približujemo tistim najbolj prizadetim državam. Zaradi tega je bila tudi razglašena epidemija. Povejte nam, kako bo to vplivalo na naše vsakdanje delo, naše življenje na lokalni ravni, konkretno v naši občini. Ja, zdaj tako ste sami rekli, res je, da smo pred precejšnjimi izzivi, kar zadeva seveda te epidemije, in bi takoj uvodoma seveda v bistvu apeliral na naše občanke, občane, od najmlajših pa tudi do najstarejših, da res sledijo vsem tem ukrepom, ki so postavljeni, ki jih nenazadnje pravzaprav sprejema stroka. In jaz sem prepričan, da potem, če se bomo vsega tega držali, bodo se stvari obrnile v pozitivno smer. Zdaj, če se nekoliko ozremo pač nazaj, mi vemo, da je že bil prvi val takrat spomladi. Takrat smo tudi pri nas v Slovenski Bistrici znali stopiti skupaj, znali smo sprejeti vse te ukrepe, ki so bili, in takrat sem prepričan, da smo uspešno seveda se odzvali na to takratni del te epidemije, in temu so seveda sledili tudi rezultati. No, potem je prišlo seveda poletje. Zdaj, moje mnenje je, da smo se poleti pravzaprav verjetno vsi nekoliko preveč sprostili in da ta sprostitev trajala, ali pa je trajala nekoliko tudi predolgo, da pač ljudje, glede na to, da so bili dobri rezultati, niso prav se odzvali na ukrepe, ki so že bili predpisani, da jim tudi niso sledili, in zato se seveda zdaj žal to odraža na tej sliki, ki pa je seveda skupna ne samo nam, tudi celotni Sloveniji, pa tudi če gledamo preko meja po ostalih državah. Zdaj, treba je reči, glede na to, da takrat, ko smo imeli dobro sliko pri nas, da v tem trenutku pri nas ta slika ni več tako dobra, govorim se o občini Slovenska Bistrica. To seveda pozarjam še enkrat zaradi tega, da je res potrebno vzeti resno te izzive, da je resno potrebno vzeti opozorila strokovnjakov in da se je potrebno pač držati ukrepov, ki jih stroka predpisuje. Ti ukrepi so relativno seveda enostavni. Gre še enkrat to, kar je seveda bilo že povedano, torej gre za osebno higieno rok, gre za nošenje mask, tega se res potrebno držati, gre za razkuževanje in gre seveda za to socialno distanco. Jaz sem prepričan, če bi se tega bolj držali, že zdaj bi verjetno slika bila nekoliko bolj ugodna. No, upam in verjamem, da res se bodo tega ljudje držali, ob tem jih tudi pozivam, da se res tega držijo, in nenazadnje tudi pravzaprav prosim, da se držijo tega. Če smo seveda skupaj tega držali, če bomo znali skupaj na to odgovoriti, tako kot smo naredili v tistem prvem koraku, sem prepričan, da bo čez nekaj tednov ta slika tudi postala sigurno bolj ugodna. Gre pa seveda za to, da je treba se zavedati tega, da je obremenjen naš zdravstveni sistem, in da s tem pravzaprav vsi skupaj pomagamo, če se tega držimo, temu našemu zdravstvenemu sistemu. Gre za to, da s tem pravzaprav skrajšujemo nek čas, ki bo neminovno pred nami, koliko se teh stvari oziroma teh ukrepov ne bomo držali. Gre preprosto za to, da lahko pravzaprav tisti slogan, ki smo ga takrat imeli, danes ponovimo, ne družimo se, da se bomo lahko prej pričeli seveda družiti, in mogoče je danes to še posebej in potrebno toliko bolj na to opozoriti. In res enkrat na vse apeliram, ne samo apeliram, tudi prosim res, da prilagodijo svoje aktivnosti, je mogoče to storiti, marsikaj se da drugače speljati, in da res ohranjajo to socialno distanco in vse spoštujejo vse te ukrepe, ker potem bo stvari boljše. Da smo lahko seveda pri nas tudi po moje optimisti vseeno, ne glede na neko sliko, ki ni najboljša, ampak če pogledamo recimo naš dom za upokojence, pa tudi zdravstveni dom, ker je treba izreči seveda tudi so priznanje vsem tistim, ki tam delajo, da so se znali ob nekih posamečnih pojavih zelo dobro odzvati se po trenutnih pač rezultate, ki jih jaz poznam, so stvari tam dejansko tudi pod
kontrolo, no, in če bomo res na to tako odgovorili, bomo verjetno vsi. Ampak gre, veste, tudi za to, ne, da se je potrebno zavedati odgovornosti, ne, da pač to, kar ne želimo, da se nam zgodi, s svojim našim obnašanjem ne smemo torej povzročiti tistim, ki so drugi. Žal pa ta virus pač deluje na način, da okužbe prehajajo, predvsem, če se ne spoštujejo ti ukrepi. No in še enkrat res ponavljam in poudarjam, da se treba tega držati. Zdaj, kar zadeva svoje občine, ne, glede na to se je aktiviral štab civilne zaščite, stvari se spremljajo in tisto, kar je v ingerenci, seveda tudi občinskega nivoja, podobno kot je bilo v tisti prvi rundi, se bo seveda na to tudi odzvali ustrezno in seveda tudi s tem poskušali pomagati, ne, da stvari čim prej se zaprejo. Je pa res, da je izziv pred nami, da situacija je zahtevna, da se je tega potrebno zavedati, da se je treba na to odgovorno obnašati in če bomo res tako ravnali, potem jaz upam, da bojo stvari šle zelo hitro v neko bolj pozitivno smer. Mogoče se ponavljam, ne, ampak jaz mislim, da treba to ponoviti 101 krat, ne, ker včasih imam občutek, da nekateri še vedno ne jemljajo stvari dovolj zares, pa se mogoče tudi ne čisto zavedajo, kaj pravzaprav lahko takšno ali pa drugačno obnašanje pomeni. Gospod župan, vemo, da ste že nekaj časa odsotni zaradi določenih bolezenskih težav. Vse skupaj nas seveda zanima, kako je trenutno z vašim počutjem, z vašo psihofizično kondicijo. Kdaj boste zopet, če smemo tako reči, v polnem pogonu? Ja, zdaj, kar zadeva moje zdravstveno stanje povezano z boleznijo, ki sem jo pač bil deležen, ni povezana z korono zaenkrat, pač zahteva neko daljšo okrevanje. Jaz pač tu spoštujem odločitve in sledim pač navodilom zdravnikov. Zdaj moje stanje je boljše, ker če ne bi bilo boljše danes, se verjetno tukaj ne bi midva pogovarjala. Sem še vedno seveda na bolniški. V tem času, ves čas me zamenjuje formalno v tem delu seveda podžupan, tako da stvari v bistvu tudi potekajo. Je treba reči, da vse po moje oceni stvari potekajo tekoče. Zdaj, kar se pa sicer tiče mojih aktivnosti, jaz sem skoraj ves čas, no, razen tistih prvih ni bil v kontaktih z vodstvom občine, spremljal tudi vse dogajanja, izmenjeval, tudi smo izmenjevali stališča, bil sem vsem praktično obveščen in tudi neke sugestije, ki na nek način tudi sledijo iz mojega dela, so pač bile tudi vedno prisotne, tako da so stvari potekale čisto po moje v normalnem delu. In jaz verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Zdaj bomo vedno več prisotni na tem delu, ne moremo pa dokončno še odgovoriti, ker je pač to odvisno od odločitev tudi zdravnikov. Ne. Hvala za pogovor in seveda vam želimo čim prejšnje okrevanje. Ja, hvala tudi vam, ampak vseeno bi še izkoristil enkrat res zaključimo, ne, da prvič bi na eni strani res še enkrat izrekel vso priznanje tistim, ki so v tem trenutku, tako kot temu pravimo, na prvi črti, ne, tega spopada z virusom in v drugem delu mogoče se ne tega zavedamo, vsi skupaj smo pravzaprav vsi na prvi črti, ne, ali pa vsaj tik za prvo črto, no, in zato še enkrat res ponavljam in res apeliram in tudi pozivam in prosim ljudi, da se držijo teh osnovnih ukrepov, da sledijo tem priporočilom, da mogoče še naredijo kak korak več, kar se tiče te socialne distance, da se odpovejo tudi mogoče kakim rekreativnim športnim aktivnostim, ki verjetno niso zdaj v tem trenutku najbolj nujne ali pa še čemu drugemu, ne, ki pač ni najbolj nujno, ker bomo z tem se res odgovorno obnašali, sledili temu solidarnostnemu delu, pomagali tistim, ki so čisto na prvi bojni črti in sem prepričan, da potem bodo te slike, ti naši trendi, te krivulje, ki jih sledimo, se podobno kot so se spomladi obrnile v tisto želeno smer. Skupaj lahko premagamo ta virus. Ostanimo previdni in spoštujmo pravila.